Bil je navdih, moški, ki je premagal na videz neverjetne ovire, da je živel življenje na polno, celo kot profesionalni športnik, na nek način kot četverni amputiranec. Toda zdaj je ta isti moški obtožen morilec. In v primeru Daytona Weberja je prišlo do velike novosti. Tukaj smo, da vas obvestimo, da je velika porota v petek 10. aprila odobrila obtožnico proti Daytonu Jamesu Weberju. Obtožbe, ki so jih odobrili, so bile umor prve stopnje. Zato je zagrožena najvišja kazen dosmrtnega zapora. Zakaj pa se Weberjev odvetnik odziva in pravi, da je v tej zgodbi veliko več, kot ste prebrali v naslovih? Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Začeti želim z izjavo samega Daytona Weberja. To je bil citat iz eseja, ki ga je napisal leta 2023 za oddajo Today Show. Rekel je, citiram: "Ljudje me pogosto podcenjujejo, ko me vidijo, ne glede na okoliščine." Konec citata. Takrat je govoril o svojem življenju in svoji poti do tega, da je postal eden najboljših igralcev cornhola v državi. Ampak zdaj, ko slišite ta citat, se skoraj zdi, da se prilega v bolj temačen kontekst. Konec koncev imamo opravka z umorom. Nekdo je izgubil življenje in iz tega osnovnega vidika je naša naloga, da sestavimo primer, ga pripravimo in smo pripravljeni na sojenje. To je namestnik državnega tožilca okrožja Charles v Marylandu, ki je sporočil, da je velika porota obtožila Daytona Webera zaradi obtožb, vključno z umorom prve stopnje. Kaj se dogaja, fanke? Danes vam bom pokazal, kako napnem svoj samostrel. Torej, pogovorimo se o Weberu, njegovi življenjski zgodbi in o tem, kako ga je to morda pripeljalo do tega, za kar je zdaj obtožen. 27-letnik iz tega območja, južno od Washingtona DC, večino svojega življenja je preživel brez rok in nog. In čeprav je imel to invalidnost, mu ni dovolil, da bi ga to oviralo. In prav zaradi tega je postal navdih za toliko ljudi, saj je postal profesionalni igralec cornhola. Kaj se dogaja, fantje? Tukaj je Dayton Weber. Dayton Weber je veliko svojega življenja dokumentiral na družbenih omrežjih, da bi ljudem pokazal, da lahko živite polno življenje, tudi če imate omejitve, kot jih ima on. Pomislite, kako je živeti brez rok ali nog. Bil je tako velik navdih, da je ESPN leta 2023 pripravil 6-minutni prispevek o Daytonu. V tej zgodbi njegova družina pripoveduje, kako je Dayton pri 10 mesecih dobil bakterijsko okužbo, ki je privedla do sepse. Stanje je bilo tako hudo, da bi ga lahko ubilo. Da bi mu rešili življenje, so mu morali amputirati roke in noge. Zdaj si oglejte ta posnetek tukaj. To je strelno orožje, pritrjena na Daytonov hrbet. In to je on, ko se vzpenja na lovsko prežo med lovom. Je strasten lovec in ljubitelj dejavnosti na prostem in pogosto je objavljal videoposnetke, na katerih lovi, uporablja lok in strelja z orožjem. Ampak prav igra cornhole je tista, zaradi katere je Dayton postal znan po vsej državi. Za ESPN je povedal, da se je udeležil več 10 turnirjev na mesec. Leta 2023 je dobil mesto v ameriški cornhole ligi. To je vrhunec za ljudi, ki igrajo igro, ki jo pogosto igramo na piknikih in zabavah pred tekmami. Toda za Daytona je to pomenilo veliko več kot le to. Rekel je, da je njegovo življenjsko vodilo, citiram, "Svet ne bo čakal." Toda zdaj je tisti nagrajeni nasmeh, odkrito povedano, zamenjal izraz, ki v njegovi policijski fotografiji izgleda kot nasmešek. In srhljivo je, ko pomisliš, česa je obtožen. Poglejmo si to podrobneje. Bela limuzina, moški v streljeno glavo, drugi moški v rdeči majici. Rad bi se vrnil na noč 22. marca v okrožju Charles. Nekdo je bil ustreljen zaradi TD na 2236. To je bil klic, ki je šel čez centralo. Šerifov urad okrožja Charles pravi, da sta dva človeka ustavila pomočnike šerifa ob cesti. Bilo je okoli 22:25 po noči. In ta dva človeka povesta grozljivo zgodbo. Pravita, da sta se peljala v avtu, ki ga je vozil Weber. Namestniki šerifa pravijo, da naj bi se Weber sprl z osebo, ki je sedela na sovoznikovem sedežu. Temu moškemu je bilo ime Bradrick Wells. Namestniki šerifa so imeli dva človeka ob cesti, vendar ni bilo sledu o Weberju. Prav tako ni bilo sledu o belem Tesli, kjer naj bi se vse to zgodilo. In ni bilo sledu o osebi, za katero pravijo, da jo je domnevno ustrelil Weber.
Šlo naj bi za belo limuzino, moški ustreljen v glavo, drugi moški v rdeči majici. Namestniki pravijo, da so se vsi štirje, ki so bili v avtu, Weber, Wells in oba na zadnjem sedežu, poznali že prej. Približno 2 uri kasneje, potem ko so namestniki našli te ljudi ob cesti, je prišel klic na 911 od osebe, ki je trdila, da je bilo truplo odvrženo na njihovem dvorišču le približno 10 minut stran od kraja, kjer sta bila tista 2 človeka ob cesti. To je bilo truplo Bradoricka Wellsa, 27 let starega moškega, ki je zdaj mrtev. Po tej zgodbi in vsem, kar je sledilo, si oglejte ta posnetek. To je posnetek, ki ga je Weber objavil na svoji YouTube strani in priteguje veliko pozornosti, kar je povsem razumljivo. Prikazuje, kako Weber polni in strelja z 9 mm pištolo, čeprav nima rok. V soboto zvečer so priče, ki so ustavile policiste, trdile, da so lahko izstopile iz Weberjeve Tesle, ko se je ustavil ob robu ceste, potem ko naj bi ustrelil Wellsa. In trdili so, da jih je Weber domnevno prosil, naj mu pomagajo odvreči Wellsovo truplo. Oba potnika sta to zavrnila, nato pa pravita, da je Weber odpeljal naprej in domnevno odvrgel truplo nekaj ulic stran. Nato je Weber domnevno pobegnil. Mislim, da Dayton Weber potuje brez določene smeri. Všeč mi je, kako je to območje. Na koncu so Webra našli več kot 160 km stran, čez mejo zvezne države, v Charlottesvillu v Virginiji. Namestniki šerifa pravijo, da so Webra aretirali v bolnišnici, kjer so ga zdravili zaradi zdravstvene težave. In to je fotografija za policijsko evidenco, ki so jo posnele oblasti v Virginiji. Weber je bil areteran. Sprva je bil obtožen le kot ubežnik pred pravosodjem. Toda ta primer je prešel na povsem novo raven, saj je bil po vrnitvi v Maryland njegov primer predstavljen veliki poroti, ta pa ga je obtožila več kaznivih dejanj, vključno z umorom prve stopnje. Zdaj pa še druge obtožbe, s katerimi se sooča. Uporaba strelnega orožja med izvajanjem nasilnega kaznivega dejanja, 2 točki lahkomiselnega ogrožanja in 2 točki v zvezi s posedovanjem nabite pištole v vozilu. Če bo spoznan za krivega, bi lahko Weber preživel preostanek življenja v zaporu. Vendar pa Weberjev odvetnik pravi, da ta zgodba ni takšna, kot jo predstavljajo tožilci. Je veliko več kot to. Ja, mislim 100%. To je primer samoobrambe. Bil je tik pred tem, da ga ubijejo. Moral je ubiti ali biti ubit. To je bistvo tega primera. Gre za primer samoobrambe in verjamemo, da imamo za to dokaze. To bo prišlo na dan na sojenju. Pomislite na ta citat. Ubiti ali biti ubit. To je zgodba, ki jo obrambna ekipa Weberja trenutno predstavlja. Govorili so z mediji. Ta posnetek je objavila VJLA potem, ko se je Weber pojavil na sodišču. Zdaj pa tožilci temu nasprotujejo. Trdijo, da trenutno ni nobenih dokazov, ki bi kazali, da je šlo za primer samoobrambe. Tožilca so tudi vprašali o vplivu videoposnetkov na družbenih omrežjih, kot so tisti, ki prikazujejo, kako Weber strelja s pištolo in kakšno vlogo bi ti lahko imeli v nadaljevanju primera. Mislim, ena od stvari, ki jih mora sodnik ali porota razumeti, je, ali je oseba fizično sposobna streljati s pištolo. Zato je mogoče, da bo to postalo pomembno za to razpravo. Tako bomo morali to preučiti in sprejeti odločitev. Mislim, ena stvar, glede katere sta se obramba in tožilstvo strinjala na naroku glede varščine, na podlagi izjav obrambe in izjav obrambe pred novinarji, je, da to ni vprašanje, kdo. Obe strani se strinjata, da je Dayton Weber ustrelil Bradoricka Wellsa. Kar zadeva vprašanje, zakaj se ne strinjamo. Glede tega, kdo, pa ni spora. Tako bomo videli, glede na to, ali je treba katerega od teh videoposnetkov sprejeti kot dokaz. In seveda, vsem tem bi morali razpravljati ne glede na to, ali se obramba strinja ali ne, oziroma ali ugovarja. In to bo razprava za sodišče, da pretehta dokaze in odloči, ali naj se ti dokazi sprejmejo. Vse to moramo preučiti in poskrbeti, da primer ustrezno pripravimo za predstavitev na sojenju. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da so tožilko vprašali, ali je moral zapor zaradi invalidnosti gospoda Webra narediti kakšne spremembe. To je povedala o tem. Glede na informacije, ki smo jih imeli od organov pregona v tistem času, tudi glede tega, kako je bila urejena njegova lastna rezidenca, ni bilo nič posebnega ali edinstvenega v zvezi s tem.
Zato verjamemo, da je z njim v zaporu vse v redu. Nismo slišali, da bi bilo kakršnih koli težav. In potem je zapor, kot je zapor tudi sam navedel, povedal, da bodo zagotovili posebne prilagoditve, če bodo potrebne. To ni prvič, da je moral zapor narediti posebne prilagoditve za nekoga. Imeli smo posameznike, ki so bili na invalidskih vozičkih ali so imeli druge vrste telesnih oviranosti, zaradi katerih je moral zapor zagotoviti ustrezne prilagoditve. Ampak ponovno, glede na vse, kar smo videli, je zapor popolnoma sposoben zagotoviti ustrezne pogoje zanj, saj je tudi sam lahko normalno funkcioniral v svojem dvonadstropnem domu. Zdaj ni jasno, kdaj bo Weber naslednjič stopil pred sodišče. Njegov primer je bil prenesen na okrožno sodišče v okrožju Charles v Marylandu. Družina Brodericka Wellsa pravi, da zbirajo denar za začetek pobude za ozaveščanje o nasilju s strelnim orožjem v skupnosti. Pridružuje se nam, da razčleni ta primer Eric Ferris, odvetnik za kazensko obrambo. Vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Zelo edinstven primer tukaj, ki vključuje Daytona Webera iz več razlogov. Koliko vpliva dejstvo, da ima to invalidnost? Mislim, da je oseba z amputiranimi vsemi 4 udi. Vem, da je zato ta primer deležen veliko pozornosti, še posebej, ker je bil prisoten na družbenih omrežjih. Ampak, ko pogledaš, kako bi se ta primer lahko razpletel, koliko je ta del sploh pomemben? Samo okoliščine invalidnosti same po sebi podpirajo trditev o samoobrambi. Tako preprosto je. Vemo, da imamo osebo, ki je invalidna. Njeno fizično stanje ni enako kot pri drugi osebi, ki je bila udeležena v domnevnem sporu. In zato so seveda prisotne ranljivosti, občutljivosti, obstajajo stvari, ki jih ta oseba ne more storiti. In ali to pomeni, da imajo bolj utemeljen strah pred neposredno telesno poškodbo, če verjamejo, da jim nekdo drug grozi? Mislim, da te okoliščine podpirajo sklicevanje na samoobrambo. Ni le obtožen, da je ustrelil Brodericka Wellsa, ampak ne bi bil tudi voznik tega Tesle. Prav tako je obtožen, da je odvrgel njegovo truplo. In zdi se, da pravijo, da je to naredil sam, kar je, veste, težko si je predstavljati, kako bi se to dejansko lahko zgodilo. In potem si predstavljam, da bi bilo poroti sploh težko razložiti, kako naj bi mu to uspelo narediti kot tožilec. Na tej strani mislim, kako sploh sestaviš stvari skupaj in predstaviš zelo, zelo neverjetno zgodbo o tem, kako naj bi se to po njihovem mnenju zgodilo. Torej, druga plat medalje je, da je Dayton Weber precej sposoben. Pravzaprav je bolj sposoben kot nekateri drugi ljudje. Bil je, veste, vrhunski tekmovalec v igri imenovani Cornhole, kjer mečeš vrečke v luknjo. Poleg tega obstajajo videoposnetki, na katerih uporablja strelno orožje in naj bi domnevno počel tudi druge stvari, ki bi lahko bile kazniva dejanja. Tako da, veste, z vidika tožilca morate nekako seznaniti poroto s tem, kaj ta oseba zmore, kaj je počela v preteklosti in česa bi bila lahko sposobna v tem primeru. Ja, ker, veste, življenjska zgodba Daytona Webera je neverjetna. Mislim, zdaj je zagotovo obtožen tega groznega zločina in to je stvari spremenilo. Mislim, da ljudje zdaj drugače gledajo nanj. Ampak če pogledate nazaj, recimo ESPN je naredil prispevek o njem. Napisal je esej za oddajo Today Show. Vse v zvezi s tem tipom je bilo tako, da je počel stvari, ki jih ljudje zaradi njegove invalidnosti ne bi pričakovali od njega. In zdaj se res sprašujem, z obeh strani, ali mu to morda škodi. Dejstvo, da je to otrok, ki je premagal vse ovire in naredil neverjetne stvari, ali se mu to zdaj obrne v škodo, kjer je bil sposoben premagati ovire in domnevno narediti nekaj groznega, česar ne bi pričakoval, da bi nekdo tak lahko naredil. Mislim, da bo tožilec zagotovo rekel da. Tožilec bo rekel, glejte, to ni oseba, kakršno bi pričakovali od tetraplegika. In glede na to, česa so sposobni, je bila ta oseba sposobna veličine, saj se je povzpela na raven v fizični aktivnosti, kot je cornhole, kar je nekako neprimerljivo. In povrh vsega lahko uporablja strelno orožje. Zato mislim, da bo tožilec rekel, glejte, to ni neka plašna, ranljiva, prestrašena oseba. To je nekdo, ki je drzen. In takšna lastnost ustreza nekomu, ki bi zagrešil domnevni zločin takšnega obsega. Ker potem, in vem, malo prehajamo sem ter tja med tožilstvom in obrambo, ampak mislim, da je pri tem primeru, tako kot da so tu neke praktične podrobnosti, kot naprimer, kako naj bi, in nočem poenostavljati, ampak kako naj bi vozil in potem še vzel pištolo ter nekoga ustrelil. Kaj pravijo tožilci? Kot z vidika obrambe, kako se sploh upreš temu, da ja, obstajajo posnetki na družbenih omrežjih, kjer strelja z 9 mm pištolo?
Obstaja posnetek, kjer se vzpenja na lovsko prežo s pištolo na hrbtu, da bi šel na lov. Ampak še vedno lahko skoraj rečeš, da je po mnenju obrambe smešno misliti, da bi bil sposoben narediti vse te stvari. Da sploh ne omenjamo, da naj bi po domnevah sam odvrgel truplo, potem ko je pustil 2 človeka ob cesti. Seveda, če sem jaz obramba Kris, bi morda naredil nekaj takega, kot da bi poroto med izbiro vprašal, hej, ali lahko opravite telefonski klic brez uporabe rok ali nog? Pomislite, kako težke bi bile že običajne vsakodnevne dejavnosti za nekoga, ki je tetraplegik. Pomislite na slabost, s katero se morda soočajo dobesedno vsako sekundo svojega dneva. In torej, veste, dejstvo, da je lahko oseba zaradi tega ranljiva, da je lahko zaradi tega manj sposobna, veste, hudega, agresivnega nasilja. In dejansko je to bolj skladno z nekom, ki je morda obupano poskušal zaščititi samega sebe v teh okoliščinah, medtem ko se je še vedno soočal s temi slabostmi. Ja, in še vedno je toliko stvari, ki jih ne vemo. Vem, da je policija povedala, da so se 4 osebe, to so Brad Rickwells, Dayton Weber in potem še 2 osebi, ki sta priči v tem primeru, vsi poznali že prej. Ni jasno, kakšen je bil pravzaprav njihov odnos. Ampak, če odmislimo del o invalidnosti Daytona Weberja, se zdi, da bosta 2 priči, ki nista želeli imeti nič s tem, njuna zgodba je, da nista hoteli imeti nič s tem. Kot da sta izstopili iz avta, ne pomagata odvreči trupla, samo odšli sta od tam. In če si odvetnik obrambe in morda veš, ne vemo, kaj se je zgodilo v vozilu, ampak tista 2 človeka to vesta, ali povesta resnico ali ne, tega ne vemo. Ampak, kako če sta 2 proti 1 in Brad Rickwells ni tukaj, da bi povedal, kaj se je zgodilo, kot obramba, kako ustvariš okolje, da se temu upreš? Kar verjamemo, da bi lahko bila zgodba, ki jo pripovedujeta ti 2 priči, ki pravita, da je Dayton Weber domnevno to storil, kar bosta povedali tisti 2 preživeli priči iz tistega vozila, bo izjemno pomembno. Govorimo o očividcih, ki so bili zelo blizu temu streljanju, oddaljeni le nekaj čevljev. Če sem jaz obramba, bom vprašal, ali so ti ljudje res lahko videli, kaj se je dogajalo s sedežev zadaj. Pred njimi so sedeži, morda je vmes sredinska konzola. Kakšen je bil njihov pogled? Je bil na kakršenkoli način oviran? Ali so se morda zmotili glede tega, kar so videli? Prav tako pa to vprašanje o tem, kaj so slišali, ne samo kaj so videli, ampak tudi kaj so slišali. Ali so bile kakšne grožnje v katerokoli smer? Veste, če bi pokojnik izrekel kakšno verodostojno grožnjo življenju Daytona Weberja, bi to zagotovo lahko podprlo trditev o samoobrambi. Zato morate pogledati z vidika potnika, kaj so slišali, in tudi, ali imajo kakšno pristranskost, kakšna je njihova povezava s pokojnikom, so boljši prijatelji z njim. Vsa ta vprašanja so pomembna. Če ste obramba ali želite videoposnetke in njegovo zgodbo o tem, kako je premagal vse ovire, na nek način bi ga lahko videli kot zelo simpatično osebo. To je otrok, ki je moral premagati vse v življenju, da je prišel do sem. Hkrati pa predvajate posnetek, kjer strelja z 9mm pištolo. In nenadoma si porotnik morda misli, no, tako bi to izgledalo in tako zna sam ravnati s tem. Če ste obramba, kako se spopadete z možnostjo, da bodo ti videoposnetki vključeni? Ali lahko dosežete, da ti videoposnetki ne bodo izločeni pred začetkom sojenja? Nekaj stvari. Kot obramba mislim, da ne morete zaobiti, zmanjšati ali omalovaževati invalidnosti, ki jih ima vaš klient. Še posebej, ko so tako izrazite na nacionalni ravni, kot je to. Kar zadeva same videoposnetke, če sem odvetnik obrambe, bom vložil zahtevo za omejitev vseh videoposnetkov, ki prikazujejo klienta, ko strelja s strelnim orožjem. Mislim, da je po tako imenovanem pravilu 403 dokazna vrednost tega, torej relevantnost, bistveno manjša v primerjavi z skrbjo zaradi neupravičene pristranskosti, zaradi skrbi, da bo porota to videla in rekla, o moj bog, to je človek, ki strelja s pištolo. In ta primer se nanaša na človeka, ki strelja s pištolo. Veste, na nek način začnete vse te dogodke združevati in v glavi porotnika spletati zgodbo z vidika tožilstva. Torej, če sem jaz obramba, poskušam doseči, da se te dokazi izločijo ali pa vsaj omejijo samo na en video, namesto na številne, ki sem jih videl krožiti po internetu.
Drugi del tega je tudi, kot mislim glede samoobrambe, da so ga našli 100 milj stran v Charlottesvillu v Virginiji. Kot na primer, obstajajo bolnišnice in če bi bil poškodovan, bi lahko nekdo trdil, da je bolnišnica v okrožju Charles v Marylandu. Lahko bi poklical, če je šlo za samoobrambo. Zakaj nisi ostal na kraju dogodka? Zakaj nisi poklical 911? Kaj meniš o dejstvu, ki bo prišlo v poštev, da ni samo odšel, ampak je šel kar precej daleč stran od vsega, kar se je zgodilo? Tožilec bo rekel, da to kaže na zavedanje krivde. To je človek, ki je vedel, da je naredil nekaj narobe in zdaj poskuša uiti, zdaj poskuša pobegniti, poskuša zbežati stran od tega, kar se je zgodilo. Ampak z vidika obrambe, če sem jaz obramba, pravim, glejte, to je bil izjemno travmatičen dogodek za tega mladega moškega, ki je hudo prizadet. V takšnih situacijah ne razmišlja vsak racionalno, ne ve vsak, kaj storiti. In če je oseba ravnala zakonito v samoobrambi in pokojne osebe ni bilo več mogoče oživiti, potem mislim, da ni zakona, ki bi od obtoženca zahteval, da pokliče policijo in reče: hej, ustrelil sem tega človeka. Ampak zagotovo bo porota pogledala na te okoliščine po streljanju in rekla: ja, to vzbuja nekaj dvomov. Ko gre za obtožnico velike porote, mislim, da gre za umor prve stopnje. Poleg tega pa ima še nekaj obtožb v zvezi z orožjem. Za tožilce, glede na to, kako se bo to odvijalo, je očitno del o umoru prve stopnje zelo pomemben. Ampak kako manjše obtožbe vplivajo na to, kako bi se lahko vse skupaj izšlo? Chris, moja bojazen je, da je javno dostopnih precej malo podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo. Niso bile v celoti razkrite. Ampak moja bojazen je, da bi samoobramba, če je res šlo za njo, verjetno veljala za večino ali za vse te obtožbe, ker govorimo o enem samem dejanju. Govorimo o streljanju v vozilu. Če je bilo to streljanje samoobramba, potem je samoobramba, lahko bi rekli, tudi obramba pred nepremišljenim ogrožanjem, kar je še ena od obtožb, ki je verjetno povezana z streljanjem iz orožja v vozilu z več osebami. In tako bi to lahko bila obramba po vseh točkah. Lahko bi bila popolna. Oprosti, da je to navedba kakršnekoli krivde, če se porota strinja, da je šlo za samoobrambo. In bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Mislim, če je to res, kakšen padec iz milosti, veste, za nekoga, ki je v življenju premagal toliko. Erik Fedis, kazenski zagovornik. Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Vesel sem, da sem lahko z vami. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.